Knjiga Gojenje jagodiča je bila izdana pri Kmečkem glasu in je v bistvu nadaljevanje oziroma nadgradnja predhodnih dveh knjig. V knjigi so predstavljene posamezne sadne vrste, in sicer glede na to, kako jih pridelujemo, kakšen je njihov botanični izvor. Poudarjeno je pa tudi njihovo zdravstveno stanje oziroma kako pridelati jagodiče na čim bolj zdrav način. V knjigi je predstavljena malina s križanci z robido, potem robide, ameriške borovnice, jagode, ribezi, beli, rdeči in črni ribez, pa tudi kosmulje. V posebnem sklopu so predstavljene manj poznane jagodičaste sadne vrste, ob koncu pa so predstavljene kako gojimo jagodičje v domačem vrtu, kako ga pridelujemo na ekološki način in tudi kako jagodičje pridelati zunaj tal. V knjigi sem želela poudariti to, kako se prideluje jagodičje v domačem vrtu in tudi kako pridelujem jagodičje v intenzivni pridelavi. Tukaj niso mišljeni zelo veliki nasadi, ampak predvsem taki nasadi, ki se obdelujejo v krogu neke razširjene družine in ki omogočajo gojenje jagodičja kot neko pridobitno dejavnost za v bistvu v kombinaciji s sadjarstvom, kmečkim turizmom ali pa kot samostojno gojenje jagodičja. V novi knjigi so predstavljene nove sorte, potem kako jih gojimo glede na časovno, se pravi zgodnje sorte, pozne sorte in tudi gojenje jagodičja zunaj v redne sezone. Se pravi, informacije so podane tako, da bi pridelovalec imel čim bolj zdrav in čim bolj kakovosten pridelek. Omenjeno je tudi, kako ravnati z jagodičjem po obiranju, kajti pri jagodičju je zelo pomembno, da je obirano v hladnem obdobju dneva in da ga potem skladiščimo na ustrezen način. S tem se izognemo hitremu propadanju teh občutljivih plodov in tudi pri nekaterih se pa kakovost celo poveča po določenem času. Novo poglavje je tudi glede pridelovanja aronije in tudi pridelovanje haskap jagode oziroma užitnega modrega gosteničja je obravnavano v posebnem poglavju.